Lep pozdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9. zjutraj na Patreonu. In če to spremljate kasneje preko YouTuba in se mi želite pridružiti v živo, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. Poleg tega pa, če spremljate to kasneje, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. In pa priporočam se tudi za kakšen všeček, seveda, če vam je to všeč, in pa da tudi dodatno požene algoritem, da priporoča tudi drugim ljudem. Ok, imamo kar zanimivo dogajanje, kar se tiče kriptotrga in trgov nasploh. Prva novica. Na to smo mi opozarjali zdaj že kar nekaj časa, in sicer ključna meja pri Ethereumu 1500, in če mi slučajno tole izgubimo, lahko zgrnemo vse dol do 1000, in na to zdaj očitno opozarjajo tudi drugi analitiki. Namreč samo malo, Ethereum se je znašel kar pod pritiskom prodajalcev, analitiki pa opozarjajo, da bi lahko v primeru preboja ključne podporne ravni sledil še precej globlji padec. Seveda, to smo tudi že izpostavili. Če izgubimo slučajno mejo 1500, potem nimamo nobene podpore več vse dol do 1000. Podatki kažejo, da se na trgu odvija obsežno zmanjševanje finančnega vzvoda, kar pogosto spremljajo močna nihanja cen. Nekateri tehnični analitiki zato opozarjajo, da bi lahko Ethereum v najslabšem scenariju ponovno obiskal območje okoli $1000. Kljub temu dolgoročni vlagatelji poudarjajo, da ostajajo temeljni dejavniki projekta močni, predvsem zaradi vse večje uporabe omrežja pri stablecoinih, tokenizaciji premoženja in decentraliziranih financah. Ja, ampak če cena govori drugačno zgodbo, je treba tej zgodbi tudi slediti, zaradi tega, ker cena je zelo pomemben prenosnik informacij. Kaj pa vi mislite o tem? Vlagate v Ethereum? Kar komentirajte spodaj. Ok, naslednja novica, Clarity Act. Se bo tukaj končno kaj premaknilo naprej? Več kot 200 podjetij in organizacij iz kriptoindustrije je ameriški senat pozvalo k čim hitrejšemu sprejetju zakona Clarity Act. Podpisniki menijo, da industrija nujno potrebuje jasna pravila glede pristojnosti regulatorjev in obravnave digitalnih sredstev. Po njihovem mnenju trenutna pravna negotovost zavira inovacije in odvrača podjetja od vlaganj v Združene države. Predstavniki industrije opozarjajo, da bi lahko brez ustrezne zakonodaje pomemben del razvoja blockchain tehnologije in kapitala odšel v druge dele sveta, kot smo že poudarili tudi v prejšnjih novicah, kjer so pravila že bolj jasno določena. Zdaj, izpostavljena je bila tukaj Evropska unija, ampak glede na to, da smo včeraj imeli novico, da naj bi Evropska unija uvedla novi kriptodavek na vse kriptotransakcije, je zdaj tudi tale trg malo pod vprašajem. Potem naslednja novica, imamo tukaj ZDA proti Iranu. Bo končno prišlo do tega premirja. Zdaj skozi dobivamo te novice, pa zdaj bo premirje, pa ne bo, in nikoli ne pride do tega. No, zdaj Bitcoin je po nedavnem padcu pokazal znake okrevanja, to smo videli tudi včeraj, ampak bomo videli, do kod bo prišlo to okrevanje. Potem, ko so se na trgu pojavila ugibanja o morebitnem napredku v pogovorih med administracijo Donalda Trumpa in Iranom. Analitiki ocenjujejo, da bi morebitna umiritev geopolitičnih napetosti lahko zmanjšala pritisk na tvegana sredstva in spodbudila vrnitev kapitala na finančne trge. Tukaj je treba
paziti, lahko pride do kakšne izredne rasti, in potem pride do sell the news eventa. Tako da novica je lahko še vedno pozitivna, ampak cena potem kljub temu vseeno pade. Tako da tukaj je treba paziti, sploh tele sell the news evente. Nekateri opazovalci zato menijo, da bi lahko Bitcoin ob izboljšanju razmer ponovno napadal območje okoli $62,500 in s tem potrdil kratkoročno okrevanje po zadnjem valu razprodaj. In potem imamo še zadnjo novico. Michael Saylor, Strategy. Ali se Strategy nahaja v smrtni spirali? Zdaj veliko razprav med vlagatelji še naprej sproža tudi podjetje Strategy in njegova agresivna strategija kopičenja Bitcoina. Nekateri skeptiki opozarjajo na možnost tako imenovane spirale smrti, v kateri bi močan padec cene Bitcoina povzročil pritisk na bilanco podjetja in posledično dodatno negotovost na trgu. Kljub tem pomislekom številni analitiki ocenjujejo, da je takšen scenarij za zdaj malo verjeten, saj ima podjetje dostop do različnih virov financiranja in relativno ugodno strukturo dolga. Vlagatelji zato pozorno spremljajo predvsem prihodnje poteze Michaela Saylorja, ki ostaja eden največjih zagovornikov Bitcoina na svetu. Zdaj, ta novica, to smo lahko tudi že vajeni, ko sporočajo, ja, vse je v redu, vse je v redu. Potem pa kar naenkrat pride neka slaba novica, kot je bilo na primer Never Sell, in potem kar naenkrat pride prodaja. Sicer za majhen znesek, ampak je s tem prelomil obljubo in seveda trg je tudi na račun tega odreagiral. Prav, pojdimo zdaj še na tehnične analize. Tukaj imamo Bitcoin, 15-minutni časovni interval in tukaj spremljamo 4-urni časovni interval. Zdaj 15-minutni časovni interval, malo se zdaj pobiramo tukaj, po tem padcu delamo neke vrste konsolidacijo. Zdaj, kaj delamo, bo treba še malo počakati, ali se bomo pobrali zaprav, ali pa, ja, morda tukaj zdaj delamo tudi vzorec dvojnega dna, ampak bo treba še malo počakati, da ga dovršimo. Glavna meja tukaj bi bila na okoli 62,200. Tako da to bo treba počakati, je neka špekulacija. Je pa tukaj zelo pomembno tole zaspremljati. Ta indikator, ki nam kaže dolge in kratke pozicije. In kot lahko vidimo, tukaj ob tem padcu so se začele nabirati dolge pozicije. Torej, večina trga zdaj trenutno misli, da bi mi lahko šli naprej gor in ponavadi se trg vedno obrne v nasprotju z večino pričakovanj. Tako da še vedno smo mi lahko zdaj zavrnjeni. Tukaj se nam dela tudi ena zanimiva trend linija. Lahko jo gremo zdaj testirati ponovno in smo od nje zavrnjeni zaradi vseh teh dolgih pozicij. In kje imajo stop losse? Trenutno pod tem dnom na okoli 60,700. Tako da glede na to, da zdaj je ogromno stav na rast, bi lahko mi šli tole pobirati. Zdaj torej gremo do tle gor, smo zavrnjeni in gremo še tole pobirati. In potem imamo tudi ogromno pozicij, tudi tukaj na okoli 60,000, tako da lahko bi komot šli tudi pobirati tele, seveda v tem scenariju. Imamo pa tudi nekaj kratkih pozicij in sicer točno na tem vrhu.
63.500. Zdaj, ta glavno je, da spremljamo mi tole linijo. Če jo prebijemo, potem lahko gremo pobirati tudi tele pozicije tukaj zgoraj. Jih je pa še ogromno na poti navzgor. 4-urni časovni interval tukaj zdaj spremljamo, zelo pomembno, kaj bomo mi tukaj naredili. Možnost je, da mi tukaj zdaj delamo, tole bom zbrisal, to je možnost velikega dvojnega dna, smo ga že večkrat pokrivali. Zdaj, možna je tudi tukaj je možen en vzorec dvojnega dna. Bomo videli, če bomo mi tole zdaj naredili. Imamo eno dno, pa morda zdaj delamo drugo dno. In to bi lahko bil znak preobrata, da gremo mi končno testirati tole spodnjo linijo tegale medvedjega vzorca, naraščajoči, razširjajoči klin, ki smo ga prebili nedolgo tega nazaj. No, zdaj, če mi naredimo tukaj dvojno dno, lahko gremo testirati tole njegovo spodnjo linijo kot odporno mejo na tam nekje 72 do 73 tisoč. Zdaj, seveda, še vedno je pa možnost tukaj, kako mi čudno približuje te grafe, seveda, še vedno je pa možnost, da mi delamo tukaj zdaj neko konsolidacijo in seveda padamo kar naprej dol. Tole bom zbrisal, ker če ne bomo imeli čisto preveč na grafu. Zdaj, kar se tiče divergenc, kar se tiče RSI divergenc, tukaj smo imeli tole bikovsko divergenco in smo dobili neko rast, ampak to je kar malo razočaranje, kar se tiče tele rasti. Prišli smo vse do tukaj gor, do okoli 64 tisoč, ampak zdaj se nam očitno dela tudi skrita medvedja divergenca in to kar precej očitna. Tukaj imamo vrh in pa nižji vrh v gibanju cene, medtem ko tukaj pa delamo vrh in pa višji vrh. In poleg tega smo tudi tukaj v srednjem območju. RSI se zadržuje večinoma v spodnjem območju, kar pomeni, da medvedi prevladujejo na trgu. In če morda šortate, poznate tole tehniko, čim pride v srednje območje, se ponavadi dodaja k šortom. Dajmo pogledati še 13-urni časovni interval, da vidimo, kaj nam tukaj kaj kaže. Če mi bo osvežilo indikatorje, bo to tudi super. Ok, imamo tukaj zdaj že RSI, vrh in pa vrh na nekje isti višini. Tole bom zbrisal. Tukaj imamo še vedno vrh, nižji vrh, medtem ko tukaj, smo prišli nekje do iste višine in bomo videli, če se bo tole zdaj dejansko izvršilo. Morda tukaj zdaj obstaja celo ena možnost, da mi sploh ne gremo testirati tele odporne meje tega velikega vzorca in kar šibamo naprej dol. Bomo videli, kako se bo vse to izvršilo. Tudi stokastika RSI trenutno se je že križal navzdol. Bomo videli, če bomo padali še naprej dol. Je pa tudi tukaj možnost dvojnega dna, ampak bo treba počakati. Seveda ključna je tukaj podpora na okoli 60 tisoč. Če mi zdaj tole izgubimo, potem šibamo kar direktno dol. Tudi tole mejo smo že večkrat omenili. Ta meja bi bila tam nekje na okoli 50 tisoč, 48 tisoč, tako da bo treba
kar paziti, kar se tiče tega. Potem imamo tukaj še likvidacijske cone, bom jaz tole osvežil, da vidimo, če imamo kakšne nove podatke. In ja, ogromno je tukaj stav na rast spodaj. In to točno tam nekje na okoli meje 60.000 zgoraj, pa imamo ogromno stav na padec na okoli 62.000 do 63.000. Vprašanje je, kaj bomo mi zdaj šli pobirati, zdaj glede na to, da smo mi bližji tem tukaj, bi lahko mi šli še naprej dol. Dajmo pogledati zdaj še dvotedenski, upam, da me ni odjavilo, da vidimo. Ok, tukaj zdaj dobivamo bolj jasno sliko. Stavna rast je izredno malo, ampak še vedno lahko gremo ponovno testirati tukaj mejo na okoli 60.000. Je pa ogromno likvidacijskih območij tukaj zgoraj od vseh tistih, ki so stavili na padec. Sam pogledajte to, ta prva je na tam nekje 65.000, potem je 68.000 in ta glavno tukaj, tik nad tem vrhom, na okoli 75.000. Tako da to bi znalo biti še zanimivo, če bi mi slučajno šli pobirati tole na 75, tudi mi imamo tole označeno na 75.000, bi mi lahko prišli nazaj notri v tale vzorec, nazaj notri, in v tem primeru bi imel več možnosti tudi tale vzorec, ki smo ga že označili, je bil tudi v eni novici, torej, da mi naredimo v bistvu dvojno dno, ki bi bil bikovski vzorec in bi lahko pomenil preobrat. Ampak trenutno na trgih je zelo nesigurna situacija, tako da ja, smo kar v fazi ugibanja. Dajmo pogledati zdaj še Ethereum, kaj se dogaja tukaj pri našemu Ethereumu. Mi smo šli pobirati točno tole likvidacijsko območje na okoli 1635. In kaj se zdaj dogaja? Spet se nabirajo dolge pozicije tukaj spodaj. To je tam nekje na 1615. Kot vidimo po tem indikatorju. Trenutno imamo odboj, ampak bo treba gledati, dokot bo tale odboj šel. Zdaj isto kot ima Bitcoin, ima tudi tale Ethereum, tole trend linijo. In smo jo v bistvu že dosegli. In bo treba opazovati, kaj bomo mi zdaj tukaj naredili. Če dobimo zavrnitev, gremo pobirati tudi tole območje. In lahko gremo tudi vse dol do 1544, torej ponovno testirati tole mejo. Glede na to, da imamo kar precej stav na rast, bi lahko prišlo tole kar do efekta kmalu. Zdaj imamo pa tudi stave na padec. Tukaj se je zgodila in pa tukaj. Tako da imamo jih nekje nad tem vrhom. To je pa meja 1686. Če bi se slučajno zgodilo, da mi tole linijo prebijemo, potem lahko kar poskočimo do tam nekje 1700. Drugega niti ni, kar se tiče Ethereuma. Ja, ti dve meji sta zelo pomembni
1543 in pa trenutna 1617 in pa seveda tale trend linija. In kaj bomo mi zdaj tukaj naredili na tej liniji, če bomo mi slučajno naredili zavrnitev. Poglejmo zdaj še 4-urni časovni interval, kaj se kaj tukaj dogaja. Tudi Ethereum, ogromno likvidnosti ima zgoraj. Bil je tukaj kar preprodan in zdaj je prišel tudi v tole sredinsko območje. Imamo skrito medvedjo divergenco, kar bi lahko pomenilo nadaljevanje padanja. Glavno območje tukaj je 1546. Če mi zdaj tole izgubimo, bi lahko padali mi še kar naprej dol in to vse do 1000. Kar se tiče 4-urnega časovnega intervala, to sem pozabil omeniti tudi pri Bitcoinu. Trenutno smo kar nevtralni, vsaj v zadnjem času. Je bilo pa kar nekaj stav na rast tukaj med tem padcem in seveda to je bilo vse pobrano. Treba bo paziti na 4-urnem časovnem intervalu. Bitcoin se spet malo pomika navzgor in morda čakajo, da se nabere dovolj stav na rast in potem se šele vse skupaj zgrne dol. Bo pa treba paziti predvsem tole skrito medvedjo divergenco in pa tole mejo 1544. Če to izgubimo, potem lahko kar hitro padamo vse dol do 1000. Poglejmo zdaj še Nasdaq. Nasdaq je kar precej povezan s kriptotrgom, ampak kar se tiče padcev, ne pa kar se tiče rasti. Tako da, kaj se zdaj tukaj dogaja? Ali bo Nasdaq padal še naprej dol? Zadeli smo namreč v to podporo na tam nekje 29.000 in če mi zdaj tole podporo slučajno izgubimo, bi lahko padli vse dol do 27.200 tam nekje. Mi smo padli predhodno tukaj od tega vrha pa vse do tukaj dol za tam nekje 6%, 6,40%. To za delniški trg je prava katastrofa. In če bi mi slučajno padli še naprej dol, tukaj od te podpore, to bi bilo še dodatnih 5% tam nekje, torej vsega skupaj tam nekje 11%. Za kriptotrg to ponavadi ni nič, ampak za delniški trg je pa prava katastrofa. No, zdaj, če mi slučajno izgubimo tole podporo, kot sem že rekel, bi lahko bila prava katastrofa za kriptotrg. Kot smo omenjali, Bitcoin bi direktno padel na 50.000 in pa Ethereum na okroglih 1000. Možnost je zdaj tudi tukaj, zdaj sem spremenil na 4-urni časovni interval. Možnost je tudi, da mi zdaj delamo nek čuden head and shoulders, ki je medvedji vzorec in potem takem, če se izvrši točno na tej podpori, če mi tole podporo izgubimo, seveda pademo kar direktno dol. Tako, to bi bilo tudi vse za danes. Seveda, če vam je to všeč, se priporočam za kakšen všeček. Tudi ne se pozabiti naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega live zamudili. Če pa se mi želite pridružiti v živo na Patreonu vsak dan ob 9. zjutraj, so pa povezave spodaj v opisu in pri 5. komentarju.
Tako, jaz vam zdaj želim en lep dan še naprej, imejte se fajn in se vidimo ponovno jutri zjutraj ob 9. Čau, čau.